Dr. Stanko Kapun se je rodil na Ptuju. Po osnovni šoli je nadaljeval izobraževanje na srednji kmetijski šoli Rakičan, nato na višji agronomski šoli v Mariboru, univerzitetni program pa je končal na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Zaposlil se je na Živinorejsko-veterinarskem zavodu v Murski Soboti kot strokovni delavec za poljedelstvo. Po pripravniškem izpitu je opravil licenco za kmetijskega svetovalca in je nato napredoval v specialista za travništvo in predelovanje krme v na novo ustanovljenem oddelku kmetijske svetovalne službe pri Kmetijsko-živinorejskem zavodu. O reorganizaciji Živinorejsko-veterinarskega zavoda v Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota pri Kmetijsko-gozdarski zbornici je leta 2006 napredoval v vodjo oddelka kmetijske svetovalne službe. Oddelek zaposluje 33 strokovnjakov kmetijske smeri in 5 tehničnih sodelavcev. V letih 1992 do 2000 je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani magistriral iz teme preizkus izbranih travno-deteljnih mešanic z vidika pridelovanja na območju Goričkega ter leta 2000 doktoriral na temo povezava med rastjo, razvojem in vsebnostjo hranljivih snovi pri pasji travi, glede na čas košnje v Pomurju. Leta 2007 je habilitiral na Univerzi v Mariboru kot predavatelj na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede iz predmeta pridelovanje krme in pašništvo, leta 2010 iz predmeta medonosna čebela in osnove čebelarjenja ter leta 2015 iz predmeta čebelji pridelki in trženje. Njegov opus obsega približno 200 različnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov, objavljenih v različnih revijah. Pomurski akademik dr. Stanko Kapun je eden od naših članov, ki živi in dela v Pomurji. In zavoljo toga smo sikdar toliko bolj veseli tudi njegovih predavanj, zato ker so povezana ne samo z raziskavami, ampak tudi z raziskavami v Pomurji. Pomurski akademik dr. Stanko Kapun je bil tudi eden tistih, ker je fejst se angažiral in ogromno pripomogel k tistimi programi, ker ga je fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora izvajala v Rakičani in brez njega bi te program ne bil tako hitro in tudi tako dobro pripravljeni. No, gnjez je nam pa povedal nekaj, kar si opažamo. Kaj recimo kukurca sikdar meni je zelena v tom času, da se mora dozoriti. In vidimo, ka kukurco na toj zemlji, kak jo v Pomurji imamo, ob takšoj klimi več ne bomo mogli proizvajati, polvati z tradicionalnimi metodami, tako jo posejamo, pa te poberemo. In eden od odgovorov, ko bi pa vseeno kukurca lejko pri nas ostala, pa so namakalni sistemi. In fej sem veseli, ko bomo tudi z te znanstvene strani čuli, zakaj je to tako pomembno, ne nazadnje, zakaj je to edina možnost, ko nam v gnedejšnji ostane. In po drugi strani, ko bomo tudi videli, kako se toga lotiti in kaj je v bistvu to resen izvedljivo. In zavoljo toga vabim, ko si poglednete zanimivo predavanje pomurskega akademika dr. Stankoja Kapuna. Ali bomo v prihodnje še pridelovali koruzo na najbolj lahkih peščenih tleh? To je bila tema referata v okviru konference Pomurske akademske znanstvene unije. Na območju Pomurja posedujemo približno 53.000 hektarjev kmetijskih površin. S koruzo jih posejemo približno 25.000 hektarjev oziroma skoraj polovico vseh obdelovalnih površin. Podnebne spremembe pa so tiste, ki nas vedno bolj pestijo in vplivajo na odločitve pri setvi. Približno 15.000 hektarjev se na območju Pomurja nahaja na prodnatih tleh, ta pa imajo zaradi majhnega deleža gline in humusa slabo akumulativno sposobnost za vodo. Zaradi neenakomernih porazdelitev padavin, ki je spreminjajočo se klimo največji problem,
Imamo na teh njivskih površinah največje težave, ne samo s pridelavo koruze, ampak tudi s pridelavo drugih poljščin. Trenutno se odreči setvi koruze je skoraj nemogoče, ker nimamo na razpolago drugih alternativnih vrst koruz. Suše ne moremo preprečiti, lahko pa jo s trenutnim znanjem omilimo. Vzpostavitev namakalnih sistemov je ena od možnosti revitalizacije prodnatih površin in si težko predstavljam prihodnost pomurskega kmetijstva brez namakanja. Izbrana 3 dejstva. V času metličenja koruza rabi 90 mm padavin na kvadratni meter. Do nedavnega sta spadala kalcij in žveplo med mikroelemente, v zadnjem času pa oba elementa vedno bolj primanjkujeta v tleh. Zaradi tega jo stroka vedno bolj uvršča med makroelemente in sta nujno potrebna za optimalno rast koruze. Poznamo 2 vrsti koruze, in sicer zobanke in trdinke. Trdinke so bolj namenjene za prehrano ljudi. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz vam danes ne bom razlagal nekšinano delco po te visoke znanosti, ki se v to niti malo ne razumem. Proteze že imam, tako da ne bom rabo teh uslug tvojih. In bom se osredotočil na koruzo. To je ena čist druga zadeva od tega, kar smo danes tu poslušali. Henrik, prijatelj, on se je malo približal tudi tem podnebnim spremembam in tako dalje. Jaz pa bom tudi na nek način tako začel, kar se tiče tega mojega dela glede koruze. Kako pa teda je to? No, kar se tiče predelovanja koruze na območju Republike Slovenije in pa predvsem na območju Pomurja, lahko rečem, da je to neka paradna kultura, ki se predeluje v Sloveniji. In če uvodoma povem, koliko pa mi sploh imamo kmetijskih površin, se pravi njivskih površin v Sloveniji, samo 173 000 hektarjev oziroma v Pomurju 53 000 hektarjev. V primerjavi z drugimi evropskimi državami, pa da ne govorimo s kakšno Ameriko, Rusijo, Ukrajino, smo miniaturni, imamo dobesedno vrt v Sloveniji. In ko sem nekje tam v 90. letih hodil po centralnem delu Amerike, naprimer za intermezzo Nebraska ima 5 milijonov hektarjev njivskih površin, ena zvezna država, tako da mi smo res miniaturni, kar se tega tiče. Zdaj, kar se tiče zasejanih njivskih površin v hektarjih, lahko rečem, da na območju Pomurja imamo okoli 14 500 hektarjev pšenice, koruze 25 000, ječmena 7500 hektarjev, se pravi od 53 000 hektarjev, ki jih imamo na območju Pomurja, pridelujemo tako prava in neprava žita na 47 000 hektarjev. Zato tudi pravimo, da je Pomurje nekako žitnica Slovenije, kajti imamo, kar se vsega tega tiče, na tem območju kar precej. Kar se tiče v slovenskem prostoru, če gledamo globalno, to je tudi sešteto Pomurje, je 27 000 hektarjev pšenice, se pravi, da imamo v našem prostoru kar veliko, 43 000 hektarjev koruze, ječmena 20 000 hektarjev in nekje od 173 000 hektarjev je 90 000 hektarjev dejansko teh pravih in pa nepravih žit na območju Republike Slovenije.
Seveda, zakaj govorim o koruzi? Ali še bomo sejali to koruzo tudi v prihodnje? Kot je že bilo povedano, na območju vzhodne Slovenije imamo dejansko opravka z temi podnebnimi spremembami kar veliko. Moramo povedati, da seveda tudi v celotnem delu Evrope so spremembe velike, vendar ta del Evrope, ki zajema tudi na severovzhod ali pa vzhodni del Slovenije, tu so še pa toliko bolj poudarjene te spremembe in lahko rečemo, da te spremembe že potekajo od leta 1991 naprej. In če pogledamo tu za naše razmere, za razmere Pomurja, praktično zime več ni, nimamo več snega, zato tudi nimamo več toliko zalog vode, če zima ne naredi, ki bi jo spomladi rabile, potem manjko padavin spomladi in pa tudi polete, in pa kar še je izredno veliki problem te podnebnih sprememb, imamo izredno veliko vetrov. To pred letom 1991 toliko vetrov, kot jih imamo danes, dejansko nikoli ni bilo in seveda ti vetrovi še dodatno izsušujejo zemljo in ustvarjajo ta deficit vlage v tleh, ki še pa je kako pomembna za pridelavo različnih poljščin. Se pravi, na območju Pomurja, kjer imamo 53 tisoč hektarjev kmetijskih površin, pa še imamo ta problem, da imamo 15 tisoč hektarjev zemlje, njivskih površin na teh plodnejših tipih tal, kjer pa so še posledice suše toliko intenzivnejše. No, kar se tiče teh peščenih tal, kasneje bom pokazal tudi zemljevid, to so seveda tla, ki slonijo na prodo in pesku, kjer je akumulativna sposobnost za vodo izredno majhna in seveda, če pa še imaš manjka padavin, pa še toliko večji problem in zaradi velike poroznosti, velikega deleža makropor v tej strukturi tal je pa seveda še toliko večji problem, kajti kapilarnega spona vode izpod talnice proti površini praktično ni. Zato govorimo, da so to zelo slaba tla, ki pa jih bo potrebno nekako v prihodnosti, če bomo jih želeli revitalizirati, tudi namakati. Na teh 15 tisočih hektarjih se danes nam dogaja kmeticam to, da kmetje, mladi, ki bi bili prevzemniki kmetij, se ne odločajo za prevzeme, kajti na teh površinah dejansko nam več skoraj da nič ne zraste. Dobesedno koruze ostanejo v višini 1 metra ali pa še toliko ne in tudi vse druge poljščine, ki jih sadimo oziroma sejemo, imamo enake težave. Seveda stroka veliko dela na tem, da bi te površine po zdajšnjih znanjih na nek način revitalizirali. To pomeni, da tudi selekcijske službe, se pravi inštitucije, ki se ukvarjajo z žlahtnjenjem, iščejo sortimente koruz, pa ne samo koruz, tudi druge sortimente posameznih vrst, da bi bile čim bolj odporne na sušo. Tu predvsem gre v smeri varovanja vode oziroma zmanjševanje potreb vode za tvorbo kilograma suhe snovi. Naprimer, zdajšnje koruze, ki jih sejemo, in pa neke mnogocvetne ljulke in tako dalje, rabijo okoli 800 kilogramov vode
za tvorbo 1 kilograma suhe snovi. Se pravi, to so izredno potratne vrste in seveda tu v teh selekcijskih postopkih bo potrebno nekaj narediti. Seveda veliko pozornost dajemo tudi introdukciji rastlin iz drugih krajev sveta v našo okolje. Tu bom kasneje povedal malce določene probleme. In pa, kar je zelo pomembno, na teh lahkih peščenih tleh želimo na nek način povečati delež humusa v tleh. Se pravi, humus ima enako sorptivno sposobnost, akumulativno sposobnost za vodo, kot na primer glina. In tu želimo mi povečati delež tega humusa v tleh ter na nek način izboljšati tudi oskrbo ne samo koruze, ampak tudi drugih poljščin z vodo. Seveda lahko govorimo, da imamo na našem območju Pomurja opravka z klastičnimi sedimenti. To so teksturni elementi, ki imajo izredno nizko pH vrednost in tudi pri pH vrednosti zaradi oskrbe z vodo bo potrebno nekaj tudi v prihodnosti narediti. In seveda na koncu koncev si zelo prizadevamo, ena skupina, tudi za namakanje teh 15-17 tisoč hektarjev kmetijskih površin na levem in desnem bregu reke Mure. No, to je ta slika. Tu plavo vidite, kako teče Mura. Na levo stran so dejansko površine v Prekmurju, na desno stran v Prlekiji ali pa na štajerskem delu, zdaj bom koga prizadel. In tu vidite, kakšne površine so na tem območju, ki so tako imenovane lahke površine oziroma imajo lahko teksturno sestavo in s tem tudi toliko večje potrebe po vodi in seveda z zdajšnjimi količinami padavin, ki jih dobimo in so neenakomerno porazdeljene, mi lahko izboljšamo pridelavo na teh površinah samo z intenzivnim namakanjem iz reke Mure. Mi smo v preteklosti naredili ali pa še danes delamo veliko poizkusov kot Kmetijsko-gozdarski zavod, stroka tudi z fakultetami in tako dalje, na introdukciji posameznih vrst rastlin, sorgomi kot take, potem proso, lahko bi še rekli o drugih vrstah, pa vendar, v čem je problem? Problem je v tem, te vrste dajo izredno dobre pridelke. V čem pa je problem? Nobena žlahtniteljska hiša tuja nima interesa v Sloveniji prodajati semena, ker smo premajhni. To je osnovni problem. In imamo nekaj na razpolago, teh sortimentov, pa vendarle ni to tisto, kar bi si na nek način tudi želeli in na tem področju bo potrebno še veliko tudi postoriti. Zdaj, kar se tiče, ali ima koruza svojo mesto za pridelavo na tem območju, jaz mislim, da ima, vendar bomo morali na nek način po tej tehnoloških plateh, ki jih zdaj že na nek način izvajamo, še veliko narediti in pa brez namakanja v tem območju Republike Slovenije, se pravi v Pomurju, kmetijska pridelava več ne bo mogoča. Tudi vidimo na teh srednje težkih tleh, kjer je gline v teksturni sestavi dovolj, mikropor je dovolj, prihaja voda iz podtalnice proti površini, vendar glede na te manjke padavin tudi na teh talnih tipih prihaja že do prvih sušnih razmer in seveda tudi te površine bo potrebno sčasoma vključiti v samo navodnjavanje oziroma
v namakanje. Tako da koruzo še bomo naprej pridelovali, prav gotovo znanost je tudi nekaj naredila na področju žlahtnjenja, tudi vse druge zadeve bomo na nek način še po strokovni plati izboljševali, pa vendarle brez namakanja, in to bi bil naj apel tudi temu skupu, če boste kje imeli možnost tudi kaj povedati. 2 leti se že mantramo z ministrstvom, samo en sestanek smo uspeli opraviti z ministrico, nekega posluha ni. 140 milijonov evrov bi ti namakalni sistem naj stal. Vsako leto pa damo vedno več kmetom za sušo, ki pa nikoli niso zadovoljni, in za letošnjo leto oziroma lansko leto se je dalo 23 milijonov evrov, pa nihče ni bil zadovoljen. Jaz mislim, da bi enkrat trebalo ta denar investirati v to vrstne zadeve, pa bi iz reke Mure, ki je izredno pretočna, imeli dovolj vode za namakanje. Hvala lepa. Ste vedeli? Prve spremembe klime na območju Pomurja so zaznali takoj po 90. letu prejšnjega stoletja.